sveta ne vidimo takšen, kot je, svet vidimo takšen, kakršen smo mi. Spravi, naša notranjost nam daje videnje sveta, predstavo o svetu, ki ga večina ljudi zajema. Živijo. Danes v popotovanju junakov in junakinj je ena zelo aktualna tema, v bistvu zelo arhetipna tema. Kako v bistvu vidiš življenje? A ga vidiš kot solzno dolino, nekaj težkega, zelo po domače zajebanega, nekaj, kar stalno pritiska nate, nek niz dogodkov, ki je stalno proti tebi, ki ti ne dovoli, da uspeš, da si srečen, zadovoljen, da si v narekovajih bogat, da imaš dovolj denarja za tiste osnovne potrebe človeške in še nekaj več. Ali pa ga vidiš kot nek blagoslov, življenje, da ti je bilo podarjeno, da ga znaš ceniti, da ga znaš uživati, da ga znaš deliti s partnerjem, z družino, s prijatelji in tako naprej, tudi s sodelavci v poslu. Ali kot prvo, oseba iz prvega scenarija, vidiš življenje, ki se ti zapostavlja, proti katerim se je treba boriti. Ali pa kot druga oseba veš, da bo zate poskrbljeno, če le prosiš, če se le sprostiš, če le zaupaš, verjameš in tako naprej. Torej, katera oseba si ti ta trenutek? Ta citat, verjetno je to že kdo prej rekel, jaz sem ga prvič slišal v povezavi z najstninom. Sveta ne vidimo takšen, kot je, svet vidimo takšen, kakršen smo mi. Spravi, naša notranjost nam daje videnje sveta, predstavo o svetu, ki ga večina ljudi zajema in dojema samo s 5 čutili, vid, voh, sluh, dotik in okus, medtem ko vsa ostala čutila, ki jih pa ima človeško telo, pa človek po glavnem zanemarjajo, prezrejo ali pa celo ne verjamejo, da obstajajo. Kar v bistvu pomeni, da večina ljudi živi v zelo majhni črno-beli škatlici, ki rečejo življenje, tem, ko določeni ljudje, ali bom rekel tisti, ki pravijo, da so se razsvetlili oziroma da so duhovno zrasli, dojemajo pa živijo življenje pa čisto na enem drugem nivoju. Popotovanje junakov in junakinje je nek proces, ki traja nekaj časa, v katerem oziroma preko katerega spremeniš ta svoj pogled na svet, ga začneš dojemati življenje, svet kot nekaj čarobnega, ker pa čisto situacijo danes namerno v tej zaraščeni džungli, ki nekako simbolizira naš oziroma te naše miselne procese, te naše notranje vloge, glasove, ki nam stalno govorijo, kakšen je svet in kakšen bi mogel biti, kdo je kriv za to, da je tak. In potem tisti, glas srca oziroma teh višjih sfer, višjega jaza, ki je pa dosti bolj tih, bom rekel, ampak ima fantastične informacije, ki recimo meni omogočajo, da tudi če prvič delam eno stvar, jo naredim zelo, zelo dobro, mogoče celo perfektno. Kako dojemaš, čisto vprašanje, kako dojemaš življenje? Kaj ti življenje daje, kaj si v življenju dovoliš početi, ali sprejemaš informacije od drugih slepo, da vsemu verjameš, ali pa samo določenim ljudem oziroma določenim medijem verjameš, drugim ne verjameš,
Ali v bistvu sploh preveriš vse te zunanje dražljaje, impulze, ki pridejo. Ker recimo tale okolje, jaz se tukaj počutim doma, popolnoma super. Seveda so lepši prostorčki, ki so bolj sončni, bolj odprti, manj vlažni, ampak meni je tukaj v redu. Prav tako mi je v redu kot na kakšni sončni jasi, prav tako mi je v redu kot v hotelu s 5 zvezdicami v neki čudoviti sobi. Čeprav tam bi takoj začel po glavi praskati pa spraševati, kako naj klimo ugasnem pa odprem okno, da bo nekaj res svežega zraka prišlo noter. Ja, še enkrat vprašanje, kako dojemaš svoje življenje, kako se vidiš, si z njemu zadovoljna, kaj bi spremenil. To so nekako stvari, ki se jih jaz sprašujem dnevno. In prav bi bilo, da se jih začne spraševati tudi ti. Ker odgovornost za tvoje življenje, kako si ga boš ustvaril, je 100% samo tvoja. Noben drug ni kriv, da si v tej situaciji, kot si. Vedno so seveda odnosi, ki ti nastavijo špegu in ti kažejo, v kakšnem samozavedanju si, na katerem nivoju, koliko se imaš rad, koliko se znaš postaviti zase in kako dobro znaš reči ne. In seveda, koliko dobro znaš preceniti določeno informacijo. Ali je to res resnica zate? Resnic vemo, da je več. Je nekako ena osebna resnica, potem neka, bom rekel, ali politična, ali znanstvena resnica, kaj življenje je, kako je, pa tako naprej. Pa potem verjetno neka univerzalna resnica, ki pa ne glede na to, z katerega zornega kota jo pogledaš, je vedno pač resnica, je vedno res. Kako priti do nje? To je zelo kompleksno vprašanje. Mislim, da je čas, da danes to zaključim, tole epizodo in prišparam to, bom rekel, transcendentalno vprašanje za kater drug valok. Torej, počistimo svojo podstreho, pometimo pred svojim pragom vedno in rastimo, učimo se vsak dan in se sprašujemo, kako bi si svoje življenje naredili lepše, bolj zadovoljivo, bolj ljubeče, z več bolj pristnimi odnosi, ki nas izpolnjujejo, s katerimi rastemo, v katerih uživamo in manj s takimi, ki nam več ne služijo. Torej, veste, kaj morate narediti, subscribite se, frcnite v zvonček, da boste obveščeni za vse nove videe, ki pridejo. Podprite nas s tem, da delite video direktno z YouTuba, tako nam boste kanal najbolj podprli in podprite nas na Patreonu oziroma najbolj nas podprete tako, da obiščete kakšno našo delavnico ali pa tečaj preživetja v naravi. In uživo izkusite in ob večernem ognju dobite kakšen uvid, kakšno dodatno informacijo, ki vam bo pomagala, da spremenite pogled na svoje življenje, na svoje realnosti in ga začnete bolj spoštovati, bolj ceniti, bolj uživati in biti predvsem bolj hvaležni zanj. Lepo se imejte, Miha tukaj iz Black Raven Solutions. Srečno!